Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Spoštovane, spoštovani, sem nazaj z mojim današnjim gostom, Aljoša Krušlin Grl. Izredno zanimiv človek, ampak da ne odstopam od svojih običajnih začetkov. Prosim, Aljoša, se lahko predstaviš tako, kot želiš biti predstavljen? Ja, to je kar težko vprašanje. I know. Recimo, da bi se najlažje opisal tako, da sem Aljoša Krušlin Grl in se ukvarjam z arhitekturo blagovnih znamk. Če bi mogel na kratko strniti svojo življenjsko pot, bi pa v bistvu tukaj uporabil stavek znanega psihologa in avtorja Adama Granta, ki je tudi gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, in je zapisal: v kolikor v življenju želiš doseči tarčo, moraš biti pripravljen tudi na to, da jo zgrešiš. Moje življenje je v bistvu sestavljeno tako iz vzponov kot iz padcev, in kar me kot osebo najbolj definira, je prav to, da znam se ustaviti, znam se pogovoriti sam s sabo in znam iti naprej. A začneva s tvojo življenjsko zgodbo ali začneva s tem, kaj točno pomeni arhitektura blagovne znamke? Izberi. Lahko začneva z arhitekturo blagovnih znamk. V bistvu vsaka blagovna znamka je v bistvu kot živo bitje. Tako vi kot jaz sva na koncu dneva blagovne znamke. In izredno pomembno je, kako midva komunicirava, in v bistvu sprva, kdo sva midva, da zasnujeva to, na podlagi česa se razlikujeva od ostalih in kaj je v bistvu sploh najina bit. Arhitekt blagovnih znamk, v bistvu identitete blagovnih znamk, pa v bistvu si pravim prav zaradi tega, ker se ukvarjam, kako empirične podatke združiti z neko dodano vrednostjo blagovne znamke. Seveda živimo v času, kjer je novih znamk na tisoče in tisoče, ker nas z vsakega konca v bistvu nagovarjajo raznorazni oglasi in tako dalje. Vendar še zmeraj mislim, oziroma sem tega mnenja, da v kolikor blagovna znamka ni pristna, tudi ne more uspeti na dolgi rok. Pristnost je sploh nekaj, kar slišimo praktično na vsakem področju, ampak kaj bi pa pomenila pristnost blagovne znamke? Zdi se, da danes pri zasledovanju te pristnosti delamo stvari, za katere se nam zdi, da bi lahko naletele na pristno odobravanje, pristno empatijo, pristno simpatijo pri uporabnikih, ampak na koncu je to vse skupaj že sfejkano, ker se pristno delaš bogi, ker pristno deliš svoje težave, ampak na koncu se več ne ve, kaj od tega je sploh še pristno, pa ni več pristno. Ja, v bistvu tako, če gledava tako blagovne znamke, je treba krepko razlikovati med manipulacijo in vplivom. In manipulacija je v bistvu kratkega roka, ne. In naše čustveno zaznavanje blagovnih znamk pa ni nekaj, kar bi mi lahko uravnavali. Mi takoj vidimo, čutimo na koncu dneva, kaj je pristno oziroma ni pristno. Tako da v bistvu tudi, ko gre za manipulacijo, v bistvu jaz pravim tako, kot bi rekel po kantovsko, se moramo vselej vprašati, ali bi želel, da nekdo drug komunicira na takšen način s tabo, kot ti komuniciraš z njim. V kolikor je tvoj odgovor ne, sva pri manipulaciji. In v tem primeru ta blagovna znamka bo mogoče na prvi rok dosegla neko občinstvo, nekega kupca, nikakor pa ni nekega dolgega, ne verjamem v to, da bo imela dolg življenjski rok. Res je, da v tej obdobju digitalizacije, v kakršnem smo,
podobju algoritmov in tako dalje, vse več blagovnih znamk v bistvu tekmuje po tej pozornosti. Mhm. Pozabljajo pa prav na pristnost. Ker pristnost je tista, ki bo na koncu kupca dejansko prepričala v to, da tudi to blagovno znamko kupi oziroma na njo prisega. Ker imam relativno širok spekter ljudi, recimo, ki bo poslušal ali pa gledal ta podcast, in niso vsi podjetniki, denimo, ki bi jih zanimala gradnja blagovne znamke podjetja. Bi rada vprašala, a je vsaka oseba kot taka blagovna znamka, oziroma a če smo samo državljan oziroma smo samo oseba, Ja. a je pomembno, da gradimo svojo blagovno znamko? Ali pa a je to nekaj, kar bi moral zgraditi vsak človek? V bistvu, glejte, prej, ko sem govoril o tem, da vsak izmed nas je blagovna znamka, sem govoril o nekem marketinškem žargonu. Seveda, na koncu dneva je pomembno, da smo še zmeraj mi. In dejansko vsak izmed nas je osebnost, vsak izmed nas ima svoj način delovanja in vsak izmed nas je nekaj posebnega, ne. Zdaj, v kolikor želimo delovati v različnih panogah, pa je tudi pomembno, da izhajamo iz sebe, ker prav ta del bo nas razlikoval od ostalih. In ko ti izhajaš iz sebe, si ti iskren, šele takrat. In velikokrat ljudje radi skrivamo to svojo neko drugačnost. Ampak tista drugačnost je tista, ki nas bo pripeljala na neko pot, preko katere se bomo mi razlikovali od ostalih. Aljoša, eno vprašanje, ki meni že toliko časa leži na duši. In si zdaj tudi sam omenil, znotraj panog obstajajo neke navidezne zakonitosti. Jaz bom recimo govorila o panogi odvetništva, ker ga najbolj poznam. Odvetniki ste ali pa odvetnice ste takšne, takšne, takšne. In pa jaz velikokrat slišim: ti pa nisi tipična odvetnica. In jaz si rečem, od kje ljudje zbirajo informacije o tem, kaj je tipičen nekdo, a ne? Oziroma, kako je mogoče, da v trenutku, ko spadaš v neko panogo, dobiš etiketo: vi ste pa običajno takšni, takšni, takšni in takšni. Ja, glejte, pač za vsak poklic velja neka določena točka, po katerih si mi predstavljamo tega človeka, to osebo. Tako je. Še posebej Slovenci smo zelo, recimo temu, nekoliko konzervativni in nismo ravno najbolj prepričani v to, ali je pametno štrleti iz povprečja, ne. In tudi na koncu dneva štrleti iz povprečja, veš tudi sama, Maja, zna velikokrat prinesti tudi kakšen udarec, ki si ga ne najbolj zaslužiš, oziroma tudi požreti slino na določenih zadevah, ki, če bi bila družba nekoliko bolj odprta, v bistvu tega sploh ne bi bilo potrebno, ne. Ampak vendarle pa brez tega, da kdaj štrliš iz povprečja, si težko avtentičen. Zato, ker če se od mene pričakuje, da bom vedno ravnala povprečno in da bom vedno ravnala tako, kot se od mene pričakuje, kje je potem prostor za kakršnokoli avtentičnost? Absolutno. In jaz, to je glih ta nasprotja, ne, ki so, o katerih govorimo. Jaz mislim, da je avtentičnost osnova vsakega izmed nas. Ker avtentičnost se začuti. Hkrati je pa tudi potrebno imeti v življenju neko projekcijo, kako bomo mi to zasnovali, avtentičnost. Če govorimo o blagovni znamki, na primer, je v bistvu stvar taka, je v bistvu avtentičnost, ja, resnica, ja, ampak naj ima ta tudi strategijo. Ker velikokrat se zgodi, tudi recimo, na primer, da sem jaz jezen na vas, pa bi vam rad nekaj povedal po resnici, ne. Zdaj ta resnica. Vprašati se moramo sprva, ali je to res resnica ali tukaj govori naš ego. In v kolikor želimo sporočiti nekomu neko svoje videnje,
je v bistvu izredno pomembno to, da določimo čas, kraj in način, kako bomo to sporočili. Resnica brez strategije je ponavadi v bistvu nek odsev našega notranjega nemira, ki pa v bistvu ni vaš problem, ampak je problem nas samih. In zato zdaj tudi razumem, zakaj se midva pogovarjava v bistvu o arhitekturi blagovnih znamk, zato ker ne zadostuje, da si ti avtentičen in da pač butneš ven v tistem trenutku tako, kot se pač počutiš, ampak je treba to strateško graditi. Tako je, tako je. Mislim, Italijani imajo tukaj en pregovor, pa ne vem, če je to primerno, da rečem, ampak idea buona, autore mona, ne. Mona sem razumela. Ja. Kaj pa ostalo? Ja, dobra ideja, ampak neumen avtor, ne. Idej imamo vsi ogromno in, ampak ideja je kot v bistvu, ideja je v bistvu kot, kako kaj pa če si nekaj, v bistvu ideja je kot nadarjenost. In v bistvu to je 10% nečesa. Vse ostalo pa temelji na res jasni drži, jasni strategiji in trdem delu. Konsistentnosti morda tudi? Absolutno. Konsistentnost, in če se že govori o blagovnih znamkah, je prav konsistentnost tista, ki bo blagovno znamko popeljala v neko na dolgoročno delovanje, ne. Kaj je konsistentnost v časovnem merilu? Je to par mesecev, je to leto, je to več let, je to celo desetletje lahko? Okej, če gledava zdaj čas, če primerjava marketing oziroma blagovne znamke, rečeva tudi 5 let nazaj pa danes, so se stvari povsem spremenile. Dandanes v bistvu, kot sem že prej omenil, je iz dneva v dan več blagovnih znamk, ker tudi način, kako se ciljna skupina opredeli z blagovnimi znamkami, je povsem drugačen, kot je to bilo 10 let nazaj, ko smo imeli tiskane medije, ko smo hodili v trgovine in tako dalje. Zdaj so vplivneži tisti, ki dejansko definirajo tržišče. In v bistvu, jaz sem spet izgubil rdečo nit, vprašala si me v bistvu. Konsistentnost v smislu časovne komponente. Ja. Koliko časa? Saj v bistvu si mi odgovoril, zelo težko povemo, koliko to je, glede na to, kako hitro se stvari spreminjajo. Tako, v bistvu, jaz bom tako rekel, tako je, to je kot z nekim pevcem ali pa pevko, ne. Imaš nekoga, ki bo Madonna, ki je kraljica še danes, imaš pa pevke, ki so pač stvar ene ali pa 2 sezon. Zdaj, kaj tukaj gradi nekoga, ki zdrži 50 let v bistvu, na sceni, ali pa nekoga, ki zdrži 2 ali 3 leta, je ogromno. Eno je delavnost, drugo so pa tudi, da se dejansko ti zvezde poklopijo na koncu dneva, no. Torej, tudi pri blagovnih znamkah in pri vsej strategiji in pri vsej arhitekturi blagovnih znamk se na koncu dneva mora tudi kakšna zvezda poklopiti. Po domače povedano, srečo moraš tudi imeti. Absolutno. Zato res pravim, da sprva mora biti ideja dejansko zasnovana na podlagi tega, da si ti res nekaj želiš narediti. Da ni narejena samo zaradi tega, da bi ti rad postal milijonar iz danes na jutri. In to se tudi jasno vidi tudi pri blagovnih znamkah danes. Recimo, če midva pogledava slovensko tržišče, pa če se dotakneva recimo vplivnice, ki izdeluje, zdaj ne vem, če je pravilno ali ne, da povem blagovno znamko, recimo Petre Paravelj, ki ima blagovno znamko Svaj. Ona je bila prva, ki se je tega lotila na nek profesionalen način in danes velja za eno najuspešnejših recimo temu vplivnic, ki ji pravijo kraljica pajkic, ne. Po njej je to poskusilo to pot ubrati še na stotine punc v Sloveniji in težko bi jaz rekel, da je kateri izmed njih še uspelo. Ker če vi slišite Svaj, boste rekli, to sem pa že nekje slišala. Če bom vas vprašal, a poznate še koga, ki izdeluje pajkice? Lelosi?
To je pa stvar, ki na povsem drugačen način funkcionira kot pa recimo Petra Parovel v tem kontekstu. Deleuze je pa blagovna znamka, ki je nastala v bistvu, recimo temu, digitalno. Je tukaj ena teorija odzadaj. Aljoša, a greva malo na tvoje začetke? To, kar danes govoriš, ni prišlo takole, a ne, zdajle sem se pa jaz zbudil, pa, ampak imaš zelo pestro zgodovino za sabo. Tako je. A deliš z mano tiste stvari, katere se ti zdijo vredne deliti? Absolutno. V bistvu, zdi se mi zelo pomembno, da deliš tako svoje pozitivne izkušnje življenja kot negativne, oziroma recimo temu raje preizkušnje. Ker jaz sem tudi, ko sem imel velike težave, nikoli nisem rekel, jaz imam težave, ampak sem rekel, da imam določene preizkušnje. V bistvu moja kariera se je začela kar zgodaj. Pri 19 letih sem režiral modno revijo z Naomi Campbell, nato sem postal modni urednik mednarodne revije. Ne želiva imenovati? Lahko, Men's Men's Health, ja. Sledila je v bistvu tem kar hitra pot navzgor. Med drugim sem delal kampanjo za Lacoste v New Yorku, režiral mednarodni teden mode. Nato pa sem v bistvu svojo pot nadaljeval v organizacijskih vodah, tako da sem sodeloval pri številnih dogodkih, tako kot režiser kot kreativec. In korak za korakom sem prešel iz recimo temu novinarskega sveta v agencijske vode, kjer sem v bistvu deloval kot kreativec, svetovalec in na koncu dneva nekdo, ki združuje empirično s čustvenim delom. Vmes je sledil tudi en relativno trd padec, Tako ali je. pa tako ga ti poimenuješ, ali kako bi temu rekli, Ja, lahko. zlom? Tako je, tako je. Nedavno sem imel intervju z novinarko Danico Lovenjak za v bistvu Nedeljski dnevnik. In sem se odločil, da dejansko bom prvi spregovoril o tem, da sem se soočil tudi jaz s padcem, ki me je v bistvu naredil boljšo osebo. Če gledam danes nase in na svojo pot za nazaj, bi rekel, da se ne sramujem svojih padcev, da bi pa tudi marsikaj drugače naredil. Jaz sem svojo kariero začel zelo zgodaj. Tako, v bistvu si bil še otrok, pri 19 letih, no, okej, zelo, zelo zgodaj. Ja, recimo, da sem pri 15 letih že delal na radiu Koper, seveda kot dijak in tako na tak način. In potem sem v bistvu začel delati kot kreativni novinar za prilogo Primorskih novic pa Večera. In tukaj se je moja pot zelo hitro začela razvijati, zato ker jaz sem konstantno rad brcal. Doma so me starši naučili, da bolje, ko boš delal, boljše ti bo šlo v življenju. Ampak to je le ena od recimo Aspektov ali pa resnic. aspektov uspeha, ne. Zavedati se je potrebno tudi to, da je svet sestavljen ne samo iz lepih dogodkov, ampak tudi iz drugačnih preizkusov. In da če bi danes še enkrat začel svojo pot, recimo temu, da bi jo začel par let kasneje. Okej, ampak jaz imam včasih občutek, da smo zdajle v obdobju, ki je izredno naklonjeno neki iskreni ranljivosti, priznanjem zlomov, padcev, razkrivanju, da smo vsi samo ljudje, da imamo cel kup nekih pomanjkljivosti, da ni vse samo gladko. Kaj pa, ko se bojo časi spremenili, ali pa ko smo bili mi mladi, mogoče so časi celo bili drugačni, se o tem ni govorilo, ali pa to ni bilo moderno? Mislim, tako bom rekel, zakaj sem se jaz odločil takrat spregovoriti na glas? Če rečeva kar tako. Jaz sem imel podjetje, ki je bilo zelo uspešno, ki je šlo navzgor. To podjetje je rastlo hitreje kot karkoli na mojem svetu in teh 10 let, ki sem ga pustil v mojem podjetju, je tudi mene
to je zame bil zelo velik preizkus. Praktično iz nič zaposlenih prideš na preko 40 notranjih in zunanjih sodelavcev, iz enega podjetja prideš na 3 podjetja, in v bistvu do leta 2019, sem nekako bil prepričan, da pot gre lahko samo še navzgor. Seveda potem je sledil covid. Jaz sem nekaj mesecev pred covidom šel s svojimi poslovnimi partnerji v projekt odpiranja fizičnih trgovin, ki pa se ni izkazal za najboljša odločitev takrat. Kljub temu, da smo v bistvu prav za te trgovine, za to verigo trgovin, prejeli v bistvu nagrado najboljšega poslovnega načrta v regiji. Tako da nagrado imam. No, kakorkoli, covid je pripeljal do tega, do zloma mojega podjetja, skupine, in posledično tudi do stečaja podjetja. Seveda tudi jaz kot nekdo, ki je res 10 let dal svojega življenja samo v to podjetje, in sem na koncu dneva le človek, ki je enostavno padel, in je potreboval kar 2 leti, da se je nekako nazaj sestavil do določene mere. In tako bom rekel, ko gledam dandanes na vse skupaj, se ne smilim samemu sebi. Sem se pogovoril sam s sabo, vem, kaj sem jaz naredil narobe, vem tudi, da svet je sestavljen iz takšnih in drugačnih ljudi, takšnih in drugačnih svetovalcev, ali kako bi temu rekel človek. In kar sem se v bistvu iz tega najbolj naučil, da delaj to, kar znaš delati, in sledi poti, ki jo ti želiš. Ne iti v nekaj, kar tebi ni domače, ker lahko zelo hitro tudi upečeš. In če zdaj skrajšava to zadevo, seveda ta moj padec, ki se je zgodil, je pripeljal tudi do tega, da sem jaz posegel po določenih pregloboko v Substancah. kozarec in substancah. Tako je. Alkohol, mamila. Tako je. Okej, ja, zdaj mamila, da ne bova šla predaleč, Ne, ne. no. Ja. Substance. Ja, substance, tako rečeva temu. In v nekem trenutku, kar je pripeljalo tudi do tega, da sem izgubil, da je tudi moja veza razpadla, da praktično sem kot človek popolnoma padel. In v bistvu v nekem trenutku lansko leto, maja, pa sem si rekel: "Aljoša, dovolj je." In odšel sem na zdravljenje, iskreno, na enomesečno, in takrat dalje sem rekel: "Od zdaj naprej, bilo je, kar je bilo, zgodilo se je, kar zgodilo, naredil si toliko in toliko napačnih odločitev, ampak ne boš dovolil, da te odločitve definirajo tebe kot človeka. Povej na glas, opraviči se, komur se imaš za opravičiti, hkrati pa ne bodi več jezen nase in odpri, novo poglavje v življenju." Kaj je bilo pri tej celotni zgodbi padanja najtežje? Je to, kaj bojo rekli drugi? Je to strah? Je to izguba nekega statusa? Je to, bil sem na vrhu, imel sem vse, bil sem car in zdaj kar naenkrat nisem več? Kaj je tisto, kar je v bistvu najbolj boleče ali pa čez kar je najtežje iti? Ja. To je kar, kompleksno vprašanje. V bistvu jaz se s svojim statusom nikoli preveč nisem ukvarjal. Ne bom rekel, da nimam rad lepih stvari, pa da ne, kot je rekla Elizabeth Taylor, lažje se je jokati v mercedesu kot pa v kakršnemkoli drugem avtu, ne. Ampak, mene je to, kar sem jaz postavil na noge z ekipo, seveda nisem jaz to sam postavil, da se razume, je bil kot neki moj otrok. In, jaz sem v bistvu tudi odraščal v družini, kjer,
iz strasti ustvariš nekaj. In toliko težje je potem v bistvu samemu sebi priznati, da si naredil napačno, da si sprejel napačno odločitev in da dejansko, si na točki, ko moraš reči, konec je. Zgrešil sem tarčo. Tako je, tako je. Če ne merim, če sploh ne streljam, nikoli ne bom zgrešil s tarče, ampak potem tudi nikoli zadev ne bom v življenju. Tako je, tako. In v bistvu zdaj, če me vprašaš še enkrat, v bistvu mene, veste, denar je stvar, ki pride pa gre. Jaz lahko tudi danes rečem, jaz sem prepotoval svet, vedno verjel sem, da sky is the limit, in danes sem še zmeraj tak, ki verjame v to, da lahko ustvarim nekaj, vendar sem v bistvu veliko bolj, recimo temu, moder pri temu, kako se lotevam projektov. To si prej omenil, a ne, naučil si se ne iti v nekaj, kar ti ni domače. Mene pa zanima, kaj je sploh tisto, kar te sili v to, da greš v nekaj, kar ti ni domače. Ker vendarle verjetno ima človek kar neki grenek priokus, če se loteva stvari, ki mu niso blizu. Mislim, sprva se moraš pogovoriti sam s sabo, kdo ti si kot persona. Jaz vem, da sem kreativec, jaz vem, da moja filozofija življenja je razvoj in konstantna rast. Tako notranja, kot pač tudi življenjska, ne. Nisem pa nekdo, ki bi lahko temu rekel, nisem pa finančnik. Oziroma nisem tisti klasičen menedžer, in recimo, ko je moje podjetje rastlo, dejansko sem iz kreativca mogel v bistvu iz dneva kar naenkrat čez noč prerasti v nekega direktorja. In tako bom rekel, ne pravim, da ne bi, da danes ne bi več bil direktor ali pa lastnik ali karkoli, ne lastnik, da ne bi šel več v neko Ekonomijo. tako, bi. Ampak bistoglavo, ki jo imam zdaj, ne pa za nekom, v bistvu ne pa kot 20-letnik, ki dejansko ni imel dovolj izkušenj. Ker ti kot vodja moraš biti sprva zgrajen kot oseba. Tvoja persona mora biti jasna, tvoj pogled na svet, mislim, miren moraš biti in moraš tudi vedeti, kako posredovati in komunicirati s svojimi sodelavci. In jaz pri sebi takrat lahko rečem, da sem bil premlad. Drugače, jaz v tem slišim tudi paradoks, ki ga ima marsikdo. Recimo jaz lahko rečem, tudi v odvetništvu se srečujem s podobnim paradoksom. Mi nismo študirali ekonomije, mi smo študirali nekaj čisto drugega. V tvojem primeru ti si kreativec, to je tisto, kar te odlikuje, to je tisto, na kakšen način tvoji možgani delujejo. In ko mi to spravljamo v kapitalizem, v ekonomske procese, je to močno in zunaj naše izobrazbe, zunaj morda tudi naše cone udobja in celo našega načina razmišljanja. In je resnično izziv, kako en bogato paleto poslov, ki zahtevajo drugačen pristop kot strogo ekonomski, spraviti v ta ekonomski vidik, recimo temu, finančnih. Tako je, mislim, zelo pomembno je, da dejansko se ti obdaš z osebami, z dobrimi osebami, z osebami, ki nimajo nekih drugačnih namenov. In to je naloga vsakega ustanovitelja, je v bistvu ta, da zazna, kdo je dobra oseba in kdo je oseba, ki morda nima ravno, recimo temu, istega pogleda kot ti na svet, življenje, posel. In tudi, tako bom rekel, ni recepta za kako postaviti, kako v bistvu kar naenkrat iz kreativca preiti v vlogo menedžerja. Tukaj je ogromno enih dejavnikov. Jaz prihajam iz družine,
ker moji starši niso podjetniki, ampak delujejo v svoji panogi. In morda tudi nisem bil tako priučen. Morda si ti iz neke podjetniške družine, no, tudi ne. In, Nikakor. ja, no, in se pač tudi se stvari morajo, kako bom rekel, tudi zvezde se morajo pravilno poklopiti. No. Moj temu, recimo, mojemu padcu takrat je bila posledica največja dejansko covid. Tako kot blazno veliko tragičnih zgodb je ta covid. Mislim, covid je res bil višja sila v smislu, ali pa če bi se zgodil potres, kjer bi polovico vseh zgradb v državi se porušilo, ne. Tako. To ne moremo pričakovati, da bojo izšli ljudje neprizadeti iz tega. Ja, Mislim, to je ena naravna katastrofa, ki je do obisti omajala temelje marsikakšnega obstoja. tako je. In če pogledava tako, ne, in če smo že pri blagovnih znamkah, v bistvu Aljoša Krušlin Grl, kreativec, je ob tem padcu podjetja tudi bil blagovna znamka, ki je dejansko izgubila vrednost, ne. In kaj delam prav, kaj je zdaj moja naloga? Moja naloga je tudi, da poleg tega, da delam za različna druga podjetja, tudi samega sebe ponovno počasi postavljam nazaj na neko raven, ki si jo želim, in dejansko pridobim nazaj zaupanje ljudi, ki sem ga izgubil. In to je v bistvu tudi naloga vsake blagovne znamke, ki se sooči s kritičnim komuniciranjem, s kriznim komuniciranjem. Jaz se zelo, zelo strinjam s tabo, kako zelo pomembno je, da se obdaš z ustreznimi ljudmi, z dobronamernimi, z ljudmi, ki te spodbujajo, ki iz tebe potegnejo najboljše, ki se ne zadovoljijo, saj je v redu, super si, ampak iz tebe izvlečejo tudi kakšne izzive. Ja. Ampak to je vprašanje za milijon evrov, kako najti take ljudi. Res je. Mislim, jaz moram tudi zdaj priznati, da jaz sem jih našel in da prav ti ljudje, vejo, kateri so bili tudi ključni, ki so mene ponovno postavili nazaj na noge, no. Na koncu dneva moraš vedeti, kdo je tvoj pravi prijatelj, in kot pravi star pregovor, šele ko gre vse narobe, vidiš, kdo je tvoj pravi prijatelj in kdo ne. In takrat, če jih lahko prešteješ na prste ene roke, si Zelo bogat. zelo bogat. In jaz brez teh ljudi, ki so me obkrožali in me obkrožajo in so me dvignili, ko sem bil čisto na robu, in ko nisem več vedel in videl naprej, ne bi danes bil, kjer sem, no. In tem ljudem je treba biti tudi hvaležen. Danes, ko učiš, ko si mentor, ko delaš arhitekturo blagovnih znamk, v bistvu tudi mlade oziroma vse, ki vstopajo na to pot, učiš, po kakšni poti naj grejo. Kaj so tisti osnovni principi, recimo, na katere prisegaš, in na kakšen način se recimo lotiš te gradnje strukture? Tako, v bistvu jaz moram reči, da zelo rad ustvarjam v Centru Rok. To je moj neki tak, recimo, kreativni hub. In tam je pač kavarnica, kjer se nas veliko zjutraj dobi, vsak dela nekaj svojega, ne, za svojim računalničkom, spijemo kavo in se tudi med sabo pogovorimo. In tam je tudi ogromno mladih ljudi, ki imajo vsak svoj startup. In mene res, kar me najbolj tako veseli, je jih poslušati in slišati in videti njihov entuziazem. In jaz pravim tako, vsak začetek mora imeti entuziazem, ki ne sme biti naravnan na to, kaj bom pa jaz od tega imel. Pa kako hitro bom zaslužil? Tako. In kakšen avto bom imel, ker tukaj največ podjetij pade prav zaradi tega, ko malo pridejo do nekih prihodkov in začnejo lastnik nenadzorovano trošiti. Pač začetek je tak, faktor X, se pravi dodana vrednost, zakaj ti sploh ustvarjaš, kar ustvarjaš.
Potem je pa jasna strategija, ki je narejena na podlagi analize, in potem sledi trdo delo. In tukaj to ne govorimo, da ti bo šlo samo navzgor. Pred časom sem govoril z mlajšim kolegom, ki je tudi letos prejel nagrado v bistvu slovenskega Forbesa 30 po 30. In podjetje je uspešno, on je zelo uspešen. In sem ga vprašal, pa je bilo vedno tako. Rekel, ne, Aljoša, lansko leto je bilo vprašanje, ali bomo šli skozi ali ne. In to je čar podjetništva. Tako da jaz bom rekel, Pa čez 3 leta bo lahko ponovno to vprašanje, saj to je problem, ne? tako. In danes ni več nečesa sigurnega. Nekoč je veljalo, ti si postavil podjetje, in če je preživelo prvih 10 let, je to podjetje delovalo 100 let in več. Danes se največji konglomerati v bistvu ukvarjajo s tem, kje bodo jutri. In nedavno sem v bistvu bil na enem posvetu pri največji založniški hiši pri nas, ki nekako išče svojo pot. In jaz vem, kaj se nisem mogel pomagati, sem rekel, ja, dlje ko boste iskali svojo pot, manj časa boste imeli za preživetje. Enostavno se je treba obrniti takoj. Ni tukaj več časa sanjariti in preizkušati. In ko midva rečeva, da se je treba obrniti, pa prej si govoril o dodani vrednosti. Kaj to pomeni? Torej, kaj vse lahko sodi v nabor neke dodane vrednosti, ki jo neka blagovna znamka ima? Kaj je tisto, kar vse lahko denimo mene ločuje od nekoga drugega? Vaš DNK. V bistvu preveč blagovnih znamk deluje na preveč različnih področjih. Ko vidiš, da imaš ti krizo, sprva dejansko odrežeš vse, kar je nepotrebno, kar ni tvoj core business. In tukaj začneš nazaj graditi temelje. Ker kar se dogaja v bistvu z blagovnimi znamkami, je prevelik obseg različnih poti. Pa še to, pa še to, pa še to bi Tako. lahko, ja. Pot je Življenje je ena ena. sama priložnost, ne? Tako, pot je ena, nikoli ni ravna, vedno je valovita. In delaj to, kar delaš, in delaj to res dobro. Malo boljše kot ostali, pa boš zmagal. Ne iti pa na področja, kjer ti nisi doma. In dandanes je to, mi zdi še izredno pomembno. Delaj stvari malo boljše kot drugi. To je lahko reči, ampak če greva recimo malo bolj v globino, na kakšen način oziroma kaj je tisto, zaradi česar je lahko malo boljše? A pomeni, da preberem več knjig? A pomeni, da imam več mehkih veščin, ki jih zraven pripeljem? A pomeni, da več komuniciram, da imam bolj rada ljudi, da se rajši pogovarjam? Mislim, ta delaj malo boljše kot ostali, je v bistvu ta nasvet mi je dal sedanji, v bistvu že takrat direktor zimske divizije Elana, gospod Leon Korošec. In se mi zdi, da v bistvu je Elan neka blagovna znamka, ki najbolj opisuje ta stavek. Letos so ponovno naredili. Res je. Ravnokar, bova rekla v smučeh, ravnokar sem jih testirala. Noro. Exactly. Noro. In v bistvu, kaj je Elan? Elan je inovator. Elan je jasno prepoznavna blagovna znamka. Ve, kaj je njihov doseg, ve, kdo je njihov kupec. In ob ključnem trenutku, ko je, recimo temu, so zimski športi oziroma zimske aktivnosti v velikem preizkusu, kako bodo preživeli na dolgi rok, je Elan šel ponovno ven z novo inovacijo na področju, kjer je v bistvu number one. In tukaj se mi zdi ta pomembnost, no. Res je. Odmevi, ki jih imajo letošnje Elanove smuči, a je bilo sploh lahko boljše? Ja, lahko, to je res unbelievable. No, jaz jih še nisem preizkusil, se pa veselim. Zdaj, če midva počasi zaključujeva, pa sva šla iz preteklosti, pa sva šla iz vseh stvari, ki
so se že zgodile. Zdaj smo, kjer smo, ti si zdaj v sedanjem trenutku in danes v bistvu deluješ v nekem miru. Tako je. Je to stanje, ki traja, ali je to nekaj, kar sam sebe prepričuješ, da si v miru, pa vsem doživljaš napade panike, napade strahu, občutke krivde in še vse, kar je tega zraven? Mislim, veste, govoriti o tem, da si vsak dan srečen, je težko, ne. Pridejo dnevi, ko seveda spet greš z mislimi nazaj in razmišljaš o določenih zadevah, katere si se lotil in si jih mogoče na nepravi način izvedel. Ampak ko pride tisti duhec, ki me želi nekako nazaj povleči, vstanem in grem dobesedno hoditi na Rožnik, Šmarno goro in nekako prediham vse skupaj. Mislim, na koncu dneva smo ljudje in imamo dobre in slabe dneve, tako kot je z življenjem. Ampak najpomembnejše je, da pa naj se to sliši še tako kičasto, na koncu vsakega dežja pa sija sonce, ne. In a je sprejemljivo, glede na to, da sva prej se dotaknila te konsistentnosti, pa da je treba v bistvu na dolgi rok ves čas zelo delati, da smo na trenutke tudi preprosto utrujeni in da pač ta konsistentnost ni vsak dan in da ni vsak trenutek rasti, ampak da si kdaj tudi rečemo, okej, zdaj pač en teden ne morem. Ja, in se mi zdi to, da v tem času, v kakšnem zdaj živimo, v dobi algoritmov, v dobi, ko dejansko je poplava informacij, moramo dati telefon na stran in reči, a veš kaj, danes bom pa odpovedal vse sestanke in se posvetil samemu sebi. To se mi zdi izredno pomembno. Seveda, na koncu dneva moramo biti realni. Življenje ne omogoča ti vsaka služba tega, ampak je potrebno znati najti pravo uravnilovko med zasebnim časom in med kariero. Zadnje vprašanje, če je preveč klišejsko, si lahko tudi sam postaviš drugačno vprašanje, ampak kaj bi Aljoša danes rekel Aljoši leta 2007, ko si bil v zaodrju z Naomi Campbell? Dobro vprašanje. Počasi. Predvsem to. In kaj bi to Aljoši v letu 2007 pomenilo, počasi? Ne prehitevaj, vse se bo zgodilo ob pravem času. In to bi mogoče pomenilo to, da bi tudi bolj zrel prehodil to pot in mogoče naredil kakšno napakico manj. Aljoša, iskrena hvala. Hvala vam za povabilo. Za vse iskrene trenutke in za vso spodbudo, ki sem jo danes slišala. Veliko sreče v prihodnosti, pa hvala vsem, ki jim bo še pomagal na tej poti, da morda naredimo kakšen napako manj ali pa kakšen udarec manj. Hvala za heads up, Maja, in hvala za možnost iskrenega pogovora. Lepo se imejte, spoštovane, spoštovani, in se kmalu vidimo. Adijo. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.